Oprema, ki jo nosi voznik motocikla, je izjemnega pomena za njegovo varnost v prometu. Mogoče je tako zelo lepo videti motorista, ko se pelje, ampak moramo vedeti, na motorju ali ti je vroče, ali te zebe, ali si moker, redko da je pa idealno. In to je tudi dostikrat razlog, da motoristi niso primerno oblečeni z motoristično opremo. Mi pa moramo vedeti, da je edina zaščita motorista je kombinezon, obleka. Osnovno zaščitno opremo motorista sestavljajo čelada, jakna, hlače, škornji. Ni treba, da so škornji do kolena, dobimo gležne, refine motoristične, dobro izgledajo, rokavice, nujno. Lahko rečem, mogoče za bo čudno tudi zaščita hrbteničnega dela, ne bi bila odveč. Osebno imam raje zlomano roko, kot pa da me olupi do kosti. Ker ko enkrat pride koža v stik z asfaltom, so to izredno hude telesne poškodbe. Če je povprečna teža motorista 70 kg, pa da mi trčimo za hitrostjo 50 na uro v nek fiksen predmet, pride tle do neke naletne teže telesa nekje 1750 kg. Zato je izjemnega pomena pri vožnji z motociklom tudi primerna varnostna razdalja. Neprilagojena hitrost ter neprimerna varnostna razdalja lahko botrujeta hudim prometnim nesrečam. To so izredni udarci za telo, enormne sile. In tle je edina zaščita, ki jo imamo, je pa seveda motoristična oprema. Za čelado si moramo vzeti čas, pri nakupu čelade. Težko je svetovati. Imamo različno obliko glave, smo različne velikosti, motorji imajo različno vetrno zaščito. Skratka, predlagam, da damo čelado na glavo in se peljemo. In takrat vidiš, da ti čelada paše ali ne paše. Če te možnosti nimamo, obvezno si je treba vzeti čas, čelado dati na glavo in jo moramo imeti nekaj časa na glavi. Če nas začne v tem predelu čelada tiščati, je definitivno ta čelada premala in to bo sigurno med vožnjo nek moteči element. Ko damo čelado na glavo, če damo takole med čelado pa glavo potisnemo prste, potem je ta čelada prevelika, kar pomeni, da definitivno ne bo odigrala svojih vlog. Je pa pomembno, da ko kupujemo opremo, da kupimo primerno velikost. Tu pa zna biti problem, če si nekdo kupi premajhno opremo, ga bo to utesnjevalo, nerad se bo obleko, ne bo mogel biti sproščen na motorju. Če pa kupimo preveliko opremo, pa ti ščitniki ne bodo odigrali svoje vloge. Se pravi, tudi za ostalo opremo si je treba vzeti čas, mogoče preveriti k večjim ponudnikom. Mislim pa, da tle resni prodajalci tudi radi svetujejo, povejo in jaz mislim, da ne bo tle nobenih težav.